Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, sledilci in gledalci Fajn podcasta. Spet se javljamo kot vsak ponedeljek z inspirativnimi zgodbami in z ljudmi, ki delajo to, kar jih veseli. In danes mi je prav posebno čast kot pisateljici, da gostim enega najboljših in najbolj popularnih pisateljev v Sloveniji, ki avtor mnogih mladinskih uspešnic je, tudi radijski urednik, oče 2 otrok in ultramaratonec. Žiga X Gombač, pozdravljen. Hej, zdravo, čau, kaj zdaj? Pozdrav vsem, pa tudi tep Maja, ne? Ja, hvala. No, z Žigo sva se srečala, že takoj sva v bistvu ugotovila, da imamo iste šajce, ne? Jaz sem v tem smislu. Evo, jaz imam pa tole gospod Hepburnovo, ki zelo teleša mene kot avtorja, moja nežna plat, pa elegantno plat. Ja, tako, ja. Gracilno. Nežna plat, Žiga, torej. Ampak tudi zelo pestro je pri tebi v življenju, ne? Povej mi, kako človek pride do tako pestrega življenja, da lahko počne toliko stvari in da na koncu tudi spiše toliko, ti si napisal že skoraj 200 del in to je, mislim, to si nekdo predstavlja lahko tako, da kar leti s tebe. In kdaj imaš čas? Pa se ponavadi je tako, danes je glih tak dan, da sem malo, mi že cel dan ljudje govorijo, da sem malo, zgleda malo zmahan, pa zaspan, pa utrujen, ampak je to zaradi tega, ker sem danes ponoči ustvarjal. In v bistvu dan, če ima dan 24 ur, ko ima, mislim, dejstvo je, da jih ima, ne, ampak da ti 24 ur zna biti tudi zelo taki, ti zna biti dovolj, no. Marsikdo se pritožuje, da tega ni dovolj, pa da 24 ur je tako malo. Ampak v resnici pa se da zelo veliko narediti v tem cajtu. Zelo veliko ljudi misli, da sem jaz kot nezorganiziran, zmeden, da ne vem, imam tako zelo slab izkoristek časa v enem dnevu, sem, ne? Po mojem to ne bo čisto zdržalo. Kdaj to delam? Lej, jaz svojo ustvarjanje in pa delovanje skozi živim, ne. Jaz mogoče že zdaj, ko se midva pogovarjava, razmišljam, ne vem, v kakšnem zapletu, v kakšnem razvoju, kako bi kakšnega junaka postavil, kam bi ga postavil in tako naprej, v poteku zgodbe. Tako da to je tak proces, ki je stalno v pogonu in potem potrebuješ samo čas, malo miru, da se usedeš in ga zapišeš. Bodi si kot idejo, bodi si kot neko delo, bodi si kot prav konkretno poglavje ali pa neko zgodbo. Tako da, kako pa postaneš tak, ne vem, je verjetno to posledica tega, da imam jaz zelo veliko ene energije, ki jo moram nekam dati. In zdaj sem prišel do tega, da jo je fajn dati v kaj ustvarjalnega, ne pa v kaj mogoče neustvarjalnega oziroma destruktivnega, no, kar se je včasih mogoče kdaj pri meni tudi zdaj dogajati pa zgoditi. Da sem malo zašel s tem svojim energijo ali pa z svojo neko to aktivnostjo, ja, tako, ja. Jaz sem bil že v vrtcu zelo težaven, v šoli tudi, pol v srednji rečemo, ajde, sem se malo umiril ali kakorkoli, ne, ampak takrat je bilo že pisanje, je bilo že nekaj, s čimer sem se lahko zaposlil. Ampak dokler pa tega ni bilo, je bilo pa po mojem, sem bil kar tak, no, otrok, ki je bil precej naporen, zoprn, tak. Čeprav je bilo pa res, da če si mi dal kaj za delati, tisto, kar me je zanimalo, sem bil pa čist cool. No, to mi je zdaj ful zanimivo, pa tudi ful v tolažbo, ne, zaradi tega, ker tudi moj sin je poln energije in naporen po nekih sodobnih označbah, ali kak bi rekla, ne, po drugi strani pa cel čas čutim, da je to samo tisto, da se mu ful preveč dogaja v glavi in da je pač to treba bo nekam dati, nekam usmeriti. Bet je, če naletiš na ljudi, ki te ne razumejo oziroma tega ne prepoznajo kot tudi recimo neko prednost. Ne. Zdaj, ena stvar je, če ti stvari uničuješ, če ti stvari, ne vem, ali polomaš ali kakorkoli, ne. Druga stvar je pa, če ti kažeš, če se pa znaš umiriti s kakšno zadevo oziroma kaj ustvariti. Mislim, da tle naloga staršev, če so vsaj malo, da znajo prisluhniti ali pa mogoče potem nekih ljudi v kasnejšem procesu izobraževanja, pa je, da to prepoznajo oziroma dajo temu neko, malo razpihajo to iskro. No, jaz
če gledam na podlagi sebe, ne, sem imel učiteljice, ki so mi navijali ušesa, da je pokal noter, ne, ker mi niso znali drugače umiriti. Pa sem imel učiteljice, ki so me takoj sprva prepoznale in mi potem dale, ne vem, knjige za brati, zapisati, ustvarjati, me povabile na šolske proslave, kjer sem recitiral, ustvarjal gledališke igre in konec koncev tudi začel pisati neke prve tekste. No. Tako da res je odvisno od tega, tudi koga srečaš na poti. Ne, tle ne morem jim staršev, ne, starši so me tudi vedno, predvsem mama, no, vlekla iz nekih težav, v kateri sem zabredel s tem svojim načinom obnašanja ali pa iz nekih situacij. Tako, pa tudi, ker me je vedno razumevala, podpirala in probala to neko mojo kreativnost, seveda v povezavi z tem nekim kot si že prej rekla, hiperaktivnostjo, pa energijo izkušala to stkati in pač mi dati to napotno v odraščanje. No. Tako da ni bilo vedno najlažje, ne, ampak danes pa mislim, da je kar cool, no, da je ponos, tako rečemo, da je ponosna name. Ko pa je zdaj, upam, no, da je, no. A mami, je ti ponosna name, ali ne vem. Sigurno je, mama je vedno ponosna, se mi zdi. Mami, povej, ja si ali nisi? Ja, lej, to je tako, no, ja. Pa veš, vsi pa delam neke te zadeve, veš, konec koncev hoče biti pa človek vedno na konc dneva všečen nekomu, ne, oziroma biti sprejet ali pa nekako upoštevan ali kakorkoli, ne. In tudi s tem svojim ustvarjanjem je bilo tako, da tukaj je neka taka zadeva, ki je folk sicer, zdaj ne več toliko, ampak je bil včasih presenečen, ja, čakaj, ti pišeš zgodbe za otroke, pa jim to ni šlo čisto skupaj, ampak je pa to nekaj takega, kar je pa, bom rekel, dano, oziroma kar se gremo le redki, no. In biti v tem nekem ekosistemu ustvarjanja za otroke, pisanja, je biti zelo fajn in dober in tako deluje tudi zelo, zelo pomirjujoče. No. To je za mene res tak kraj, kamor se omaknem, nek pristan, kjer sem lahko res jaz. No. Tako da tudi pisanje je tako, jaz dam nekaj, ampak ogromno tudi dobim. Ne toliko od odzivov ljudi, kot predvsem od samega akta pisanja pa ustvarjanja, ker si lahko zelo se lahko umiriš, se pogovoriš sami s sabo in potem imaš na koncu dneva en tak zelo, zelo fajn feeling. No, k temu bomo se definitivno še vrnila, bi te pa vseeno prej vprašala še, ker to nas pač vedno ful zanima, ko vidimo pač uspešne ljudi, kako jim je uspelo, se jim je odpiralo vse, ali so se prevračali preko kamna in vztrajali, kako je bilo pri tebi? Si imel srečo, pa so se ti priložnosti odpirale, ali si se mučil in potem prodrl? Mislim, da gre tako, no, kar če gledam na nekem svojem primeru, je bilo tako, da je to nek proces ustvarjanja, pisanja, početja tistega, kar ti je cool, in vse ostale stvari se pa potem zraven pridejo. Ne? Tako da je to nek proces, v katerem moraš imeti talent, ta talent moraš gojiti, tako res z dneva v dan je treba na njem delati. Jaz v bistvu, kakor tudi povem otrokom v šoli, začel sem pisati v osnovni šoli in praktično, mislim, da ne mine dan, da ne bi ali napisal ali kaj razmišljal na to temo o pisanju, ustvarjanju in ne mine dan, da ne bi sledil svojemu talentu. No. Tako, ni nekaj, da ti samo napišeš in ja, evo, tle imate, ne, ampak je to neko trdo delo v resnici. In potem zraven tega pa pridejo stvari, za katere si nisem mogel niti predstavljati, da bi lahko prišle. Se je zgodil, je res ena lepa pot. Ne vem, spoznal sem, mislim, da večino slovenskih osnovnih šol, pa knjižničark, naprimer, spoznal sem en kup enih ljudi, ki so fajn, pa tudi malo manj fajn, ampak oboje ti dajo neko izkušnjo, ki ti potem v življenju pride prav. Spoznaš zelo veliko stvari, no, odpira se ti eni svetovi in je zelo, zelo fajn. Je pa to pot, ki traja. Zdaj, da bi jaz rekel, izdal sem, ne vem, 40 knjig, zdaj pa lahko jaz, ne vem, na ta račun dobim nek attitude ali pa neko odnos, ki ni okej, da bi mi začel to na ego sekati, moje ne bi bilo prav. Ja, lahko ti seka na ego, da kakšni stvari rečeš ne, če jo vidiš, da ti ne sede ali pa da se zahvališ za sodelovanje komu, ki ti ni bil fajn. Mogoče si tukaj bolj si v vlogi, da to delaš kakor par let nazaj, ker bo treba sprejemati neke kompromise, ampak moraš pa vedno znova biti skromen, recimo temu ponižen, hvaležen, da lahko delaš to, kar delaš in da si na koncu dneva vsaj približno zadovoljen sami s sabo.
Ja, no, ampak pisateljstvo kot tako je en taki je pot, ne bom niti rekla poklic, ker se mi zdi, da je neka mešanica poklica, ustvarjalnosti, življenja. In kako si ti to integriral v bistvu skupaj z družinskim življenjem še, ne? Ker veš, pač pisatelji smo po noči, ne, v bistvu bedimo, jaz vem za sebe, ko se vležem, takrat meni not letijo, mislim, pa med vožnjo avta, recimo, ne. Vem, da je Elizabeth Gilbert v svojem TED Talku tako zanimivo razlagala, ne, da ta navdih pride ravno takrat, ko ga ne moreš nikamor zapisati. Kak recimo ti ujameš te misli, da potem jih spraviš na papir? Enkrat sem bil, preden sem se tole pisanje bolj resno začel, oziroma spravim, da je bilo to tudi del tega nekega pisateljevanja, ali pa pot na pisateljevanje je bilo, da sem bil novinar za različne tiskane medije in sem delal intervjuje z najrazličnejšimi ustvarjalnimi ljudmi. Nekaj podobnega, kot se greva midva zdaj, konec koncev. In tam je enkrat en pevc rekel, da je on tudi pisatelj, je izdal nek zelo tak dober roman, Američan je bil, da mi je iz glave šlo, kater band je to bil. Ampak smo imeli intervju in je rekel, da on je pač bil pisatelj, na kar si je mislil band, zato da se mu ne bi zmešali. Zaradi, ker je pisateljevanje zelo osamljen poklic, ljudje pa smo socialna bitja in je rekel, da je pač rabil ta band narediti zaradi tega, da je ostal vsaj približno normalen. S pisateljevanjem je pa tako, da res rabiš čas, da ti nekaj napišeš, da ti nekaj ustvarjaš, rabiš res čas in pa razumevanje okolice. Zdaj, naprimer, Roald Dahl, vem, da je imel točno določen urnik, in na koncu svojega vrta je imel neko tak steklenjak ali neko lopo, kjer je bila zbirka nekih takih bizarnih predmetov in noter, ki jih je zbiral, ampak tudi prostor, kamor se lahko umaknil in pisal. On je zjutraj je vstal in je šel tja pisati. Potem sem malo imel časa za kosilo in potem se je vrnil tja v svoj svet. Zdaj, to je recimo temu idealni scenarij, ker ti nekaj pišeš, da imaš toliko časa in pa miru. V resnici je avtorjev vsak dan v teh modernih cajtih je polno nekih motenj. Ampak, če imaš razumevanje okolice, se tudi to da nekako premagati, oziroma jaz recimo temu izpravim študijske dneve, ki se res zaprem v sobo in tudi rečem, da me res ne motijo, če to res ni treba. Pa tudi se zna zgoditi, da ker sem delal kakšne obsežnejše romane, knjige, da so šli takrat moji na morje ali pa kam drugam in jih ni bilo. In takrat čisto prilagodiš nek delovnik, torej tudi službo sem dal takrat na stranski tir, ali sem vzel dopust ali kaj drugače, ne vem, dopust gledati sem dal. In to potem imaš čisto svoj urnik in delovnik, kjer se res lahko popolnoma osredotočiš tako na zgodbo, kot na vir tega navdiha, kjer to izhaja in torej na sebe, nekaj, kar imaš. Ne vem, jaz, ko pišem, pravim, da je tak feeling, kot da nekdo govori, oziroma da nekdo piše čez tebe, da si ti kot nekakšen medij, čeprav se to sliši zelo eterično, ampak nekaj je na tem in to moraš nekako dati, moraš spustiti neko blokado in pa pisati. No. To mogoče ni mogoče, če skozi neki telefoni, računalniki, piska, nekdo ti po vratih trka, imaš neke roke, ki jih moraš poloviti. Ne, to se moraš prav umiriti in je tu globoko vase, da bi lahko dal potem nekaj ven iz sebe. In kar se tiče pa navdiha, je pa tako, da jaz vam vedno s sabo potujem z nekim blokom in pa kulijem in zadeve zapisujem tako ali pa drugače. Imam tak računalnik, ki ga odpreš, pa že lahko pišeš. Praktično v 2-3 sekundah lahko že pišeš, ali pa si na papir zapišem, ali pa si tudi konec koncev posnamem v diktafon telefona. Skratka, te ideje skušam poloviti. No. Se pa zna zgoditi, da po noči, ko ti greš že spat, se umiriš, potem ti pa točno, zdaj moram pa zapisati, odpreš računalnik, svetloba in pišeš, moraš biti zelo potrpežljivega partnerja, no, oziroma tisti, s katerim deliš posteljo, in da se vse to nekako sestavi. No. To je pri nas bilo, če smo šli enkrat, smo kampirali na Korziki, pa če bi naš šotor gledal po noč, ko je bila noč, je bila skozi luč, pol ure pa se je ugasnila, pa čez pol ure spet luč, pa se je ugasnila. In potem naslednji dan, oziroma zjutraj, ko so vsi oživeli in gremo, se jaz priplazil ven šotora in prosil za usmiljenje, ne.
ampak bilo je pa napisan ključni pa vitalni del knjige. Glih v nekih takih momentih pride do res neke take kemije oziroma tudi čarovnije, ki je tako, no wow, ker potem bereš za sabo, si misliš, pa kdo je v resnici to pisal? In te je to potem v bistvu tudi dvignilo, čeprav si bil fizično verjetno ubit, ampak v sebi nosil pač to, ne. Žiga, ful dobro, da si to zdaj v bistvu povedal na glas, ki se mi zdi, da se mogoče dosti ljudi ne ve, no, da je pisanje ta proces, da dejansko rabi pisatelj te okoliščine, kot si rekel, v katerih lahko pol pride do tega pretoka, ne. Meni se v bistvu sliši se res eterično, ampak po drugi strani se mi zdi to res, tako kot si rekel, mir, čas, da daš možnost in ponavadi traja tudi kar nekaj, lahko traja, ne vem, tudi 1 uro, 2, predno se tok zgodi, ne, in to je nekaj, za kar res rabiš organizacijo celega okoliškega življenja še, ne. Ja, rabiš nek moment, ne, in potem dostikrat, veš, jaz, ko malo gledaš, kako so ostali, ne rabiš veliko, hočem reči, no, kako so ostali pisatelji delali, ne, ali so imeli posebne sobe, steklenjake, izolacijo ali kakorkoli. Jaz sem v bistvu to dosti poenostavil, imam eno mizo tako res mehno, pa polno nekih tudi bizarnih predmetov, no, da nam je nekaterim skupno, ampak veš kaj, jaz dam gor slušalke in muziko. In v bistvu takrat jaz potem odklopam in ustvarjam ob zelo hrupni glasbi, torej ob hardcore punk metalu, dobro, ali pa si dam mogoče tudi nek tak ta shuffle, ne, da se na ključni komadi zbirajo, ampak to je pa res meni to pomaga, no, da se odklopam, no, glasba, neka taka zelo nenavadna glasba in potem nek pademo nek flow na to. No, vse to sem te v bistvu mislila vprašati tudi jaz za glasbo, ker vem, da sem zasledila, sem že v tvojih intervjujih, da omenjaš glasbo, si pa drugače tudi predno si začel tako intenzivno pisati, pa tudi še vedno si v bistvu radijski urednik, veliko si delal z glasbo, ne, bil si glasbeni novinar, tudi organiziral si koncerte, se pravi, glasba je vedno bila tudi del tvojega življenja. Kdaj pa se je zgodil ta premik, da si se odločil pisanje, bo moj mainstream, ali je to vedno bilo pač neka mešanica? Muzika je bila vedno del, no. Glasba me je tudi na nek način vedno ali bodi si umerjala, ali zapolnila, ali včeraj sem imel eno debato z eno kolegico, ki so klepetala o filmih in me je pač spraševala o kakšni filmi so mi kul, da njej so kul neki avantgardni švedski, pa španske komedije, pa finski underground, so rekel, lej, ko pride do filmov, jaz pač spustim zadeve in sem zelo mainstreamovski in mi je tako, okej, sicer mora biti zgodba, pa mora biti dramaturški lok, ampak zelo hitro se pa ujamem tudi v kakšno mreže romantičnih komedij, rečemo, ne. Jaz imam zato globja popotovanje in doživljanje v glasbo, definitivno. In tukaj brskam, iščem, sledim, zdaj so zadeve precej lažje z nekim YouTubeom, oziroma z medmrežjem, ker res lahko najdeš, res različne, pa je vse to precej bolj dosegljivo, kakor včasih, ki si mogel gledati LP, ne, plato, pa kdo je bil producent, pa s kom kdo je bil na kitari, pa tako naprej, pa s kom so sodelovali, pa katere bende pozdravljajo, da si potem šel tiste bende iskati. Skratka, si se mogel drugače znati, ampak meni je na primer glasba nekaj, kar se poglabljam, definitivno literatura nekaj, kar se zelo poglabljam. In potem se mi mogoče tudi neka moderna umetnost v smislu nekih, kaj pa bi inštalacij, če so v redu, če niso na silo. Tukaj imam tudi nek, no, če grem na primer v tujino, grem vedno v muzej moderne umetnosti ali pa kakšne take bizarne galerije, malo pogledati, kaj se dogaja. To, pa se mi zdi, da mi enostavno zmanjka že časa pa hard diska, da bi še kaj drugega, da bi se poglabljal, no. Stripi so še taki, da jih zelo rad čekiram, pa se poglabljam, gledam ilustracije, zgodbo in tako naprej, ker so spet nekaj drugega. Zgodovina, na primer, zdaj, ko smo en strip končali zgodovinski, v slovenskih osebnostih, sem šel za tem, ali pa kakorkoli, no, mogoče tudi od nekega projekta, kjer sem vpleten, da se pogledam. Skratka, zelo veliko imaš enih zadev, stvari in glasba je pa vselej bila del mene, no, jaz skozi moram nekaj ropotati okrog na slušalkah, v avtu, pojem, zdaj pod novem tudi igram neke inštrumente, sem si navlekel domov neko ukulele, zelo akustično kitaro, za katero mi je bila vedno tuja, pa nisem sploh vedel, kako bi se lotil, pa mi je zdaj hči v bistvu nekako pokazala par akordov. Dobro, začel sem na ukulele špilati,
pa v bistvu sem na kitaro zdaj dober. Meni se zdi, da mi gre, no, ne gre mi še čisto dober, ampak a veš, je neka kriza srednjih let, kot temu pravijo, no. Ampak je pa fajn, da ne obstaneš na mestu, no. Meni se zdi, da se moraš skozi gibati pa razvijati, no. Ni mi več fajn samo pasivno glasbo poslušati, ampak wow, sem mislil, da mogoče pa lahko kdaj, ne vem, kdaj kje s kom kaj naredim, no. Sicer zaenkrat glasbeniki, ki jim kaj predlagam, tako med vrsticami rečejo, ja, bomo, ne. Tako da se še nič ne dogaja, ampak mogoče pa s časom se pa tudi kaj na to temo zgodi. Ja, človek v bistvu nikoli ne ve, če je odprt za priložnosti, se pa zgodijo zanimive stvari, tako se tudi najin pogovor danes. Živa, ta X v tvojem imenu in X na roki ima zelo bi pomen, ne? V bistvu je tudi stream v tvojem življenju zelo močnim, praviš, da več kot 15 let, če sem prav prebrala že, izhaja iz filozofije straight edge. Mogoče nam še o tem, kaj poveš, zakaj se tega tako držiš, oziroma se to drži tebe in kaj to pomeni v tvojem življenju in koliko ti to pomaga, recimo, pri tem, da si sebi. Veš kaj, da bi zdaj nekaj to načrtno delal, to je bilo vse zelo spontano. In da bi zdaj točno videl neke posledice, kako kaj se to poznati, ne vem povedati, ampak straight edge je bilo nekaj, kar sem spoznal že tam na začetku 90-ih in niti nisem vedel, da ta način življenja na nek način že živim. Že takrat v 90-ih. Je bilo pa to, izhaja iz glasbe, ki jo sicer poslušam, iz hardcora, je pa to malo bolj globja zadeva, no. Jaz pač zelo veliko dolgujem, recimo temu, ali pa izhajam iz punk rock gibanja, torej razmišlji neke te zadeve, ki so vse, kar se zame tiče, uporabne, pa gre dobro z mojim življenjem, sopada z mojim življenjem, naprimer razmišljaj svojo glavo, ne biti zadovoljen z obstoječim stanjem, razmišljaj, kaj bi lahko sam spremenil, vedno dvomi, ne, v neke avtoritete, v nekaj, kar ti ponujajo mainstream medija ali pa kakorkoli. Nikoli don't settle, ne, vedno pač probi najti svojo pot in bo tako trn v peti malo družbi, no, to se mi zdi, da je vedno fajn biti, no, sploh v neki ustvarjalni duši. In kar bi bilo pa pri punku vedno malo mem, ne, je pa bilo, da je bilo vedno, gremo se ga še napiti zraven, ne, gremo še piti pa kaj skaditi ali kakorkoli in to mi pa ni bilo všeč. In potem sem spotoma, jaz sem pač recimo temu otrok Letelkove, veš, tam se je bil skvot v Ljubljani, ki se je ta vojašnica 93. zasela, sem bil takoj zraven, ampak vedno je bilo nekaj pa preveč, pravi alkohol, ampak sem potem zvedel, da obstaja pa straight edge, oziroma neka veja punka, ki je nastala zaradi tega, da punk ne bi sam sebe uničil, pa uničil ta revolucionarni naboj s tem, ko bi bil v bistvu sam destruktiven do sebe. Torej, da ne bi postavili koncerti pa gibanje samo izgovor za pijančevanje pa drogiranje, ampak da se pač ohrani neka ta revolucionarna miselnost na boj in pa pot, ne. In potem sem začel malo več v tem, se malo poglobim, si rekel, ok, pijem ne, drogiram se ne, probam biti pozitiven, spoštujem ljudi, če si pač to zaslužijo in si rekel, wow, to je pa nekaj, kar je cool, gremo temu pač, ja, v bistvu že nehote živim tak lifestyle in ok, ne, če je to straight edge, super, ne. In v bistvu je tole od let, ne vem, že 25 in več, tam nekje okrog 25 let mi je to nekako življenje, ki ga živim in zagotovo, torej, ampak res tako, hardline se reče, to je hardline straight edge, to pomeni, da si res tako, res temu slediš in da tudi, ko me vprašajo na porokah ali pa za nazdravt ali pa ob rojstvu otrok, ne, nikoli nič, ne. Jaz, če bom komu kaj zameril, če mi bo hotel kdo alkohol podtakniti ali pa kaj takega, ne, ali pa se norca delati iz tega na takšen način, z dejanji, ne. Tukaj sem toliko načelen, da se mi heci hitro nehajo in mi je to nekako, se mi zdi, da tudi dosti dobro, s trezno glavo, če se greš, a veš, pravijo, če se greš revolucijo, moraš revolucijo začeti najprej pri sebi in se jo lotiti s trezno glavo, ne. In se mi zdi, da pač, da je to neko izhodišče, ki mi zelo prav pride pri ustvarjanju, no.
Vem, da bi to lahko ful krajš povedal, ampak glej, sorry, no. Ne, super. Meni je fajn pri teh podcastih ravno to, da pač človek pove vse, kaj čuti v tistem trenutku, da mora povedati, ne. Čeprav sva nekoliko časovno omejena, zato je zdaj tu zadnjo vprašanje, ampak vseeno želim, da pač nimaš v glavi teh omejitev, sploh kot umetnik veš dobro, da v bistvu takoj, ko pride ena omejitev, ta ustvarjalnost lahko zelo hitro pade ali pa se zablokira. No, za konec, v bistvu vse tvoje knjige, vsa tvoja dela skrivajo vedno tudi neko sporočilo. Predvsem se mi zdi na nek način zelo tako eno poslanstvo tvoje, da za otroke pišeš, se pravi in mladino in njim predajaš že ta sporočila. In zato me zanima, kaj je tisto najpomembnejše, Žiga, kar ti nosiš v srcu in hočeš dati svetu, predvsem mladini in otrokom. Ja, res je, vsaka zgodba, ki izhaja oziroma zgodba, ki je zapišena ali pa sporočilo, izhaja iz neke res iskrenosti in to mislim, da je osnova vsega. Če govorimo o pisanju, pa o nekih odnosih, je treba biti iskren. Čeprav je včasih to težko, pa včasih tudi mogoče bi šlo lažje čez, če človek ne bi bil iskren, ampak ko pride do pisanja, do ustvarjanja, iskrenost v bistvu temeljna, no. Tako da tukaj se mi zdi, da tudi v svetu manjka. Vsak ima še nekaj za bregom, vsak ima še neko, kako bi rekel, drugo zgodbo oziroma neke cilje, ampak se mi zdi, da če pa hočeš ti se sam pred sabo dobro počutiti oziroma začer iti spat vsaj približno z dobrim feelingom, je iskrenost tisto, kar je osnova. Tako da jaz si to iskrenost želim nekako poudariti, no. To neko čistost, neokrnjenost, ki je ta iskrenost izžareva. In se mi zdi, da vsak človek jo premore, ampak da je v neki glasnosti in pa nesnagi vsak dana, neki nasičenosti, dostikrat potegne krajši konc in je to začetek vseh težav, takšnih in drugačnih. Da bi lahko rekli danes našim poslušalcem, ne, da sprostite se v svoji iskrenosti. Ja. Iskrenost zgine v trenutku, ko postanemo zategnjeni, zdaj pa moram drugače, kot pa jaz čutim, da bi. Ja, až pa hitro zgubiš stik samim seboj in potem to nisi več ti in vse, kakor sem rekel, no, pa se pa začne vožnja po toboganu navzdol. Dragi gledalci, poslušalci, prebrskajte malo Žigeva dela, Žigeve knjige, kot smo že povedali ravno kar in ko ste lahko ga poslušali, zdaj tukaj res vedno neko sporočilo in neka iskrenost in to je nekaj, kar tudi bralca dvigne, tako da uživajte še naprej dan in poiščite iskrenost v sebi in poiščite otroka v sebi in to naj bo to za danes. Žiga, hvala ti. Hej, lepo se imejte. Hvala ti tebi. Čau, živo, čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti